Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni izdaji oddaje Klepetalnica. Naš gost je publicist, novinar in politolog Uroš Lipovšček. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Uroš Lipovšček, če bi začela z vašo kariero oziroma kje vse ste bili, bi bilo časa bistveno premalo, se mi zdi. Kajti skorajda ni kriznega žarišča, skorajda ni kontinenta, na katerem niste bili, ampak kar se mi je zdelo najbolj zanimivo, ste strokovnjak tudi za islamske vede in v tistih prevratnih časih po odhodu šaha Reze Pahlevija in ob prihodu ajatoleha Homeinija ste se mudili tudi v Iranu. Ja, to je bilo daljnega leta 1979. Jaz sem se ukvarjal v bistvu z vprašanji protikolonialnih revolucij in začel sem na Portugalskem, ko so vrgli diktaturo, in potem se je to nadaljevalo in sem seveda te stvari pokrijal tudi v Afriki in seveda en od prvih viškov, pa bom rekel skoraj da recimo tudi uspehov, je bilo moje potovanje v Iran, par dni potem, ko se je vrnil v Iran iz izgnanstva, iranski vodja te revolucije, islamska ajatolah Homeini, in to je bilo v bistvu vojno poročevalstvo, zato ker takrat so bili tudi spopadi in je bilo to kar zelo rizično. In moram reči, da sva s snemalcem Jocom Žnidaršičem sva bila tam, sva imela kar veliko srečo, da se nama ni tudi kaj zgodilo. Spomnim se, da smo nek večer, ko smo prišli z enega velikega zborovanja, se je avtobus pokvaril in smo do 10 je bilo, ob 10 uri zvečer se je začela policijska ura in mi smo tam ob 11:30 prišli v Teheran in potem nas je šofer spustil, da bi šli v hotel. Morali smo iti tam 200 metrov peš in so nas pohopsali mudžahedini, to so bili mladi fantje, ki so stražili stvari in so rekli, da smo seveda vohuni, da kaj delamo. In smo potem, je bilo zelo neprijetno, to so bili taki, ko bi rekel, 14-16 let stari fanti z kalašnikovimi in so nam zahtevali, da smo držali roke v vistko in smo držali pol ure roke in so nekam telefonirali, hodili nas gledali in tako naprej in je bilo zelo, zelo neprijetno. Bili so tudi neki Francozi zraven in smo bili že vsi prestrašeni, no in potem je, grozili so nam tudi, da smo vohuni, CIA, ne vem kaj se so nas obtoževali in je potem sreča, po enih 3 urah prišel slučajno mimen višji poveljnik in so nas pustili. To pomeni, to je bil vendarle nek moj prvi dogodek, takšno pokrivanje. To je bilo v bistvu vojno dopisništvo, potem sem bil tudi v Kurdistanu, tam so potekali spopadi, bil sem prisoten, ko so s helikopterji streljali in smo se morali skriti. Skratka, bilo je tvegano. To je eden izmed teh vidikov, ampak na kar sem želel navezati, v bistvu je veliko časa že preteklo od te islamske revolucije. Zahodni svet je pravzaprav nikoli ni dobro razumel. Nekako govorimo, da je bilo pod šahom bistveno bolj demokratično, bistveno več pravic. Ajatolah Homeini je sicer obljubil, da bo boljše, ampak po občutku se je Iran vrnil, ja, recimo temu stoletja nazaj. No, zdaj, veste, to vprašanje, kako gledaš na Iran. Jaz mislim, da tudi šahova vladavina je bila diktatura in tam je bil Savak, tajna policija in so imeli zaprto veliko ljudi pod obtožbo, da so komunisti in tako naprej. Skratka, tudi to je bila trda diktatura. Če ne bi bila tako trda, ne bi prišlo do revolucije. Zanimivo je pa nekaj, da so Američani ocenjevali, da je šahov Iran bistvenega pomena za stabilnost na področju Bližnjega vzhoda, na področju, kjer je bilo takrat so izvažali in ustvarjali 2/3 svetovne proizvodne nafte. In Američani so hoteli seveda imeti kontrolo nad tem področjem in Iran so si zaznamovali kot neke vrste centralno državo.
In tam so, recimo, Iran je bil tako pomemben, da so ameriški diplomati oziroma tudi tajna služba CIA morali v Belo hišo predsedniku Carterju vsak teden dostaviti poročilo o političnem položaju v Iranu. In zanimivo je nekaj, da so poznali zadnjega komunista v Iranu, pa Kurde, pa druge stranke, spustili so pa, koga so spustili? Spustili so revne množice islamov tam v okviru blizu Teherana, ker so ocenjevali, to so neki neuki, slabo izobraženi islamski, bom rekel temu, zarukanci, ki niso sposobni nič in oni niso nikakor jih spremljali. To pomeni, že še zadnje poročilo, ki so ga ameriški diplomati napisali, preden je prišlo do revolucije, ni omenjalo potencialne nevarnosti, da bi se v teh slamih, v teh najbolj nerazvitih delih Teherana začela neka revolucija in točno to se je zgodilo in Zahod in posebej Američani so bili na to popolnoma nepripravljeni. In Homeini, ki je bil pa v izgnanstvu v Franciji, je pa seveda svojo karizmo in on je takrat razglašal, da je islam osvoboditelj. Vsi smo takrat mislili, da je to neka antikolonialna revolucija in da ne bo prišlo do neke fundamentalistične oblike vladavine. Zgodilo se je pa seveda nasprotno, da so oblast prevzeli te islamske mule in da je prišlo do v bistvu ne samo podobne diktature kot časa šaha, ampak še hujše, posebej pa kar zadeva ženske. Ker ženske so bile v šahove vladavini vendarle svobodne, brez naglavnih rut, čadorjev in tako naprej. Ko je Homeini prišel na oblast, so seveda ženske postale drugorazredni državljani. In jaz vem, ko sem se ukvarjal z vprašanjem, ker je bila dilema takrat, ali je to pozitivna revolucija ali negativna, sem jo že ocenil takrat, da gre za degresijo, za velik korak nazaj, prav zaradi odnosa tega muslimanskega gibanja in vodstva do žensk. Ampak kmalu zatem, ko je prišel ajatolah Homeini na oblast, se je že začela potem naslednja kriza oziroma naslednje žarišče, iraško-iransko. No, seveda prišlo je do, to je zanimiva stvar, zakaj je prišlo do iransko-iraške vojske. Mislim, da tukaj je prišlo do nečesa, da so Američani ocenjevali, da zato, ker so izgubili Iran, ne morejo si dovoliti, da bi izgubili tudi katerokoli drugo državo na področju Bližnjega vzhoda zaradi nafte. In Iran je takrat seveda svojo agresivnostjo ogrožal Savdsko Arabijo. Gre tudi za verski spor, ne samo za ideološki, ker v Iranu so šiiti, drugod so pa suniti. In seveda prišlo je do tega, da so Američani začeli igrati na strune Iraka, na strune iraškega voditelja Sadama Huseina, ki je bil tako imenovani arabski socialist, ki seveda ideološko ni delil ciljev z Američani, vendarle Američani so ga oborožili in so ga v bistvu nagovorili na vojaško intervencijo proti tej Iranu in prišlo je do seveda iransko-iraške vojne, kjer je bilo ogromno žrtev, nekateri pravijo celo 1 milijon vojakov, da je padlo na tem področju in šlo je za eno vojno, katere cilj je bil strmoglaviti Homeinija, zato da bi Zahod obdržal nadzorstvo nad nafto in oni so se potem celo podpirali Sadama Huseina, čeprav so ga v končni konsekvenci v drugi iraški intervojni vrgli in je končal oziroma so ga obesili. Skratka, tukaj gre, to se vidi, kako je ta politika globalna velikih sil, bom rekel, pokvarjena. Da tvoj prijatelj, ki si ga imel za prijatelja, postane seveda velik sovražnik. V bistvu se je to potem zgodilo na celotni severnoafriški
regiji. Ampak, če greva še malce nazaj v vaša leta, pravzaprav ste vedno bili v kriznih žariščih, tudi v Afriki, na kar večjih kriznih žariščih, v državah, ki so bile nekoč kolonializirane z zahodne strani. Pravzaprav te težnje po svobodi teh držav niti najmanj ne presenečajo. So pa izotopi teh teženj potem toliko težji. Ja, jaz bi se sam za trenutek še nazaj vrnil, ker sem pozabil nekaj povedati zanimivega o Iranu. Da sem bil jaz dvakrat na iransko-iraški fronti, tam v Abadanu, kjer sem, sicer bom rekel, temu relativno varne razdalje opazoval te boje, ofenzivo, in spomnim se, da sem bil v skupini novinarjev, ki so nas povabili na ta odsek iransko-iraške fronte. Zjutraj ob 4 smo šli, ker je bilo še tema, da nas ne bi z iraške strani videli, in smo prisostvovali temu basidžem. Basidži so bili pa mladi fantje, prostovoljci, samomorilci, ki so bili na motornih kolesih Honda, ki so jim zadnji dali rezervoar poln bencina, ki so pikirali na iraške tanke. To so bili živi molotovi koktejli. Jaz se spomnim, še dal mi je en basidž zeleno, tisto njegovo ruto, kjer je pisalo za Allaha, za svobodo, zakurbljal motor, in ne samo on, bilo jih je tam, ne vem, 10-15 fantov se je odpeljalo. Mi smo to z varne razdalje gledali in potem čez ne vem, 20 minut nekaj takega smo videli neke eksplozije, ne vem, kaj se je zgodilo, nobenega ni bilo več nazaj, no mi smo tudi odšli. Skratka, uporabljali so seveda vse mogoče, to so bili v bistvu islamski tisti teroristi, kot so se zdaj pojavili, kamikazi, mislim, to je bila prva stopnja. No, podobno sem potem tudi v Afriki, čeprav v Afriki sem bil tam na meji med Zambijo in Rodezijo, in tam je bil to angolsko osvobodilno gibanje Frelimo, je imelo svoje vojaške baze tam, in sem prisostvoval, kako so odšli na te vojaške akcije in izvajali določene ali teroristične kakšne akcije. No, bilo je tako, da tudi te vojne, to so bile osvobodilne vojne, ki jih je takratna Jugoslavija protikolonialne vojne podpirala, dajala tudi vojaško pomoč, in seveda po nekaj letih teh bojev, recimo v Mozambiku in v Angoli, je seveda Portugalska omagala in je seveda kapitulirala, in prišlo je do tega, da je ta zaradi osvobodilnega gibanja v Angoli in Mozambiku je prišlo do spremembe, do demokratične revolucije črnih nagelov, Grandola Vila Morena. To je bila neka pesem, ki je bila simbol portugalske revolucije, to je bilo proti Salazarju, proti diktaturi. No in to je bila prva stvar, ki sem jo jaz v življenju tako pokrival. Prišli smo za 1. maj, ko so se začeli vračati kontingenti, ti kolonialni vojaki, portugalski iz Angole in Mozambika in Gvineje Bisau, v Lizbono. To je bil 1. maj, takrat je to izgledalo celo, da je to neke vrste, ne vem, komunistična revolucija, in spomnim se, da so nas vojaki, ki smo bili mi tuji novinarji, povabili v tanke, tiste njihove oklopna vozila, in smo se celo noč vozili po Lizboni in so ljudje nam metali rdeče nagelje. To je bil moj prvi tak doživljaj, in bila je takrat, vrteli so pesem Grandola Vila Morena, to je bil znak, ki so ga zavrteli, to je bila najbolj popularna glasba, to je bil znak za državni udar, in ko so to pesem na radiju v Lizboni zvečer objavili, Grandola Vila Morena, so vojaki stopili v akcijo in vrgli ta režim. Skratka, to je bila ena moja, moram reči, zelo zanimiva izkušnja, ki se je potem nadaljevala.
Bom rekel, da posledice tega, kar ste opisali in vsega, kar ste doživeli, lahko na globalnem političnem parketu vidimo še danes. Čeprav si včasih mislimo, da so te stvari daleč od stran, niso tako daleč, so pravzaprav blizu in pred vrati. Spremljali ste tudi takratnega predsednika SFRJ, Tita, po vseh državah skoraj neuvrščenih in tako naprej. Ampak ena izmed zanimivih postojank v vašem življenju pa je tudi Univerza AAB v Kosovu. No ja, ampak če že sprašujete me o teh potovanjih, o Titovih, moram reči, da sem v okviru jugoslovanske radiotelevizije je obstajal pool. To pomeni, da je vsak, kadar so te visoki funkcionarji hodili na obiske, ena od televizij je pokrivala. In slučajno jaz sem bil pač, ker nas je bilo v zunanji politiki malo, 3 smo bili ali 4, sem pač večkrat potoval in bom opisal nekaj, kar mislim, da je bilo zanimivo, ko je predsednik bivši Tito dobil Nehrove nagrado. Moram reči, da je bil spoštovan državnik, kljub vsem tem tudi napakam velikim, ki jih je imel, ki jih je storil po koncu druge svetovne vojne, s temi pokoli, je vendarle pa kar zadeva neuvrščenost in to imel velik vpliv in velik renome. In se spomnim, ko je dobil Nehrove nagrado, sem bil tudi jaz povabljen na slovesno večerjo k Indiri Gandhi. In to moram reči, tega ne bom nikoli v življenju pozabil. Zdelo se mi je, da ne živim več na svetu, da sem nekje v vesolju, v nekem raju. Bilo je vse v kadilih, vse se je svetilo, ognji so bili, vsi so bili v nekih ženske, tiste v dolgih sarijih so bile v svili kadilo in tam smo jedli cel večer in moram reči, to je bilo nekaj kaj tazga, jaz sem mislil, da ne živim več, skratka, kot sem rekel, da sem v raju. In potem smo en problem je, dali so nam tanduri chicken, jedli smo razne zadeve. Bilo je pa za pit, je bil problem, oni ne pijo alkohola, ampak tudi sok je bil, en sok so nam dali. Sok tak, zelo sladek sok. Se še zdaj to spomnim, in kaj se je zgodilo, da smo vsi dobili hudo drisko. In mi bi morali naslednji dan iti v Nepal, je dobil tudi predsednik, vsi, tisti, ki smo bili na večerji, smo dobili drisko in smo v nekem hotelu Ashoka v New Delhiju 2 dni sedeli na stranišču, ker nismo mogli nikamor iti. Mislim, tako da vam povem, to je tak drug doživel. No, ampak jaz sem to seveda potoval po svetu, no, ampak potem kariero sem pa v bistvu, ne bom rekel, skoraj da končal na Kosovu. Namreč jaz sem bil odgovorni, ko sem se vrnil z Amerike, odgovorni urednik na televiziji Slovenija. Moj problem je bil, da sem bil preveč let za takratno okolje v Ameriki in da so se me na nek način bali, ta bo zdaj pa vse amerikaniziral in so bili veliki odpori in so me, moram reči, ko sem poskušal z zelo rahlimi ukrepi nekaj izboljšati, prišlo tudi do političnega linča. Takrat je prišlo, da so eni fantje, novinarji, ki so se solidarizirali s skrajno desnico, organizirali puč proti meni in jaz sem potem odstopil. In bilo je tako, da jaz v bistvu, bom rekel, skoraj pol leta me noben ni več si upal pogledati, noben me ni poklical, nisem imel niti sobe, kjer bi sedel, niti stola, nič nisem delal, mi niso dali nič delati in potem so mi celo vratarji rekli, ker so videli, jaz sem bil prijatelj tudi z vratarji, spodaj so rekli, veš kaj, ko smo se morali štempljati. In jaz, prišel sem v službo, tam okoli hodil, noben ni z mano si upal govoriti, taka diktatura je bila. Si šel v bife, tam v bifeju sedel, kaj ne delam in so to videli tudi določeni ljudje, ko smo bili prijatelji in so mi vratarji rekli, veš kaj, pridi ti v službo, hod malo tle okoli, mi te bomo pa ob 4 odštempljali. In to se je dogajalo, to en mesec je to trajalo. In jaz sem potem videl, da to seveda ne more, to ne pelje nikamor, to je nemogoče.
taka degradacija, to je tako šikaniranje, ne mogo in je z vsemi izkušnjami, z izobrazbo, z vsem doktoratom, sem videl, da to ne pelje nikamor in sem potem videl, da so bili neki mednarodni razpisi in sem potem preko Eurovizije in javnega razpisa, tam je bilo 10 kandidatov, sem se prijavil in sem bil med 10 kandidati izbran za predstavnika, za člana UNMIK-a, to je pa United Nation Peacekeeping Force in Kosovo in sem prišel potem dol, prvo za 6 mesecev, bil sem posebni svetovalec veleposlanika za medije in za odnose z manjšinami, to za Srbi in hvala Bogu imam ime, to mi je veliko pomagalo na Kosovo Uroš in so me Srbi imeli za svojega, Albanci zaradi tega, ker smo v Sloveniji v Cankarjevem domu in tako naprej podpirali Albance, so me tudi vzeli za svojega in kadar so bili neki najtežji dogodki, pa spori so mene zmeraj pošiljali naprej, da sem jaz urejal, meditiral med njimi, no in sem tako bil na mesto 6 mesecev, sem jaz bil skoraj 5 let v UNMIK-u, pa se je pač to umirilo in se je ta stvar končala. Je pa bilo tako, da sem poznal tudi profesorje na teh univerzah in sem tudi parkrat gostoval tam na univerzi AAB, to je bila največja privatna univerza z 9 fakultetami in 9000 študenti. No in ko jaz sem se potem vrnil v Ljubljano, ko je bil po 5 letih končan tam mandat v Združenih narodih, in spet nisem vedel, kaj bom delal in sem bil spet v neke vrste krizi, ker sem videl, da ne gre. Isti ljudje so bili še na oblasti in dobim telefonski pogovor iz Prištine, so mi rekli, Uroš, dođi sutra, kupi kartu, izabran si od senata univerze za rektora. Jaz sem rekel, čakajte, kdo se heca z mano, jaz pa sem res sicer njim pomagal. Dejstvo je bilo, da sem jim pomagal pri akreditaciji. Tam je bila mednarodna skupina, zmeraj vsako leto je prišlo skupina 10 uglednih profesorjev iz Zahoda, iz Evropske unije, ki so ugotavljala, kakšni so standardi poučevanja in kaj ni, njihovi programi in tako naprej. In jaz sem tem Kosovarjem, še ko sem bil v UNMIK-u, pomagal pisati programe, jim svetoval, kako naj se organizirajo, zboljšajo programe in tako naprej. No in zato so potem, ko sem odšel, so rekli, ja, ker je prišla nova komisija, zelo stroga, ker so se bali, da bo ne samo to univerza, vse univerze tam zaprli, ugotovili na senatu, da sem jaz edini, ki bo lahko rešil to univerzo in sem prišel dol in res smo potem v parih mesecih to reformirali in tako naprej, no in smo dobili smo mandat in so oni rekli, ja, evo, so se meni ti profesori zahvalili, da sem dosegel, da je univerza dobila večji zagon, večjo strokovnost in tako so rekli, napisali tam, da dokler bom jaz tam dol, bo to univerza, ko bom pa jaz šel, jo pa ne bo več, ker so videli, za vsako stvar, ker niso oni znali odgovoriti, sem jaz odgovarjal v njihovem imenu. No in tako je, moram reči, da ta univerza je še danes deluje v neki, mislim, da imam tudi jaz za to neke vrste zaslugo. Absolutno, ampak če človek pogleda tako to, kar sva naštela in to, kar je sicer tudi v vaši viti oziroma v vašem življenjepisu, moram reči, da je ena rdeča nit, ki bi rekel, Uroš rad pleše po tankem ledu. V zvezi s čim? Vedno so, če vzameva kolonialne države, tam so bile revolucije, v Iranu je bila revolucija, pravzaprav ste se gibali vedno v nekih revolucionarnih krogih in vedno pozitivno, izvzemši morda New York in na koncu potem Peking. Ja, vse mogoče situacije sem preživel in pot bom rekel svojo kariero, sem končal pa na Kitajskem,
kjer smo bili 8 let, mogoče bom drugo leto se vrnil nazaj, mogoče ne več v vlogi dopisnika, ker ima za RTV svojega dopisnika v Hongkongu, ne v Hongkongu, v Bangkoku, odkoder pa se seveda ne da pokrivati Kitajske, ampak imam neki inštituti, me vabijo mogoče, da bo se vrnil drugo leto nazaj in Kitajska je bila pa seveda za mene tudi novo odkritje, kljub temu, da sem se ukvarjal prej z podobnimi vprašanji razvoja, dekolonizacije in tako naprej, je pa Kitajska seveda povsem svoja civilizacija, to je povsem svoj primer, to je država, ki je v najkrajšem času naredila največji možni napredek in seveda to je država, ki je začela konkurirati celo prvi največji svetovni sili, to je Združenim državam Amerike. Veste, ko je umrl Mao Tse-tung, po kulturni revoluciji je bilo to, je imela Kitajska na leto in prebivalec $150 dohodka na leto. To je bila ena najbolj nerazvitih držav na svetu in danes je Kitajska država, ki ogroža primat zahodnih kapitalističnih držav, ki se je pod vodstvom komunistične partije, zdaj lahko rečemo karkoli dobro ali slabo, ampak je komunistična partija, moram reči, je uspela mobilizirati vse te sile, da je Kitajska postala danes tehnološko, vojaška, politična in gospodarska sila, ki je začela spreminjati ne samo sebe, ampak v bistvu cel svet in se znašla seveda v vlogi tekmeca zahodnih kapitalističnih držav, tudi Evrope, in z Američani se s tem niso sprijaznili in ne vem, kako se bo to končalo. Mogoče tudi z neko vojno, ki lahko ogrozi celoten svet. S tem, da moramo reči, pa, če ste že omenili komunistično partijo, da mi danes ne govorimo o komunizmu, kakršen je bil za časa Lenina, Stalina in tako naprej, to niso več tiste brahijalne metode, ampak se mi zdi, da je kitajski komunizem vendarle bistveno drugačen od tistega, kot ga vidimo v tako imenovanih filmih. Na nek način bom rekel celo, da ga lahko vidimo kot pozitivnega. Tisto, kar se dogovorimo, se potem tudi uresniči. Res je, ja. To je tudi komunizem, vse na Kitajskem je s kitajskimi značilnostmi. Oni tudi govorijo o socializmu s kitajskimi značilnostmi, kar pomeni, to ni klasičen socializem ali komunizem, tako kot so si ga zamislili Marx, Lenin in drugi ideologi. Oni imajo čisto svojo verzijo in kaj pa največji paradoks zgodovine je pa to, da najmočnejšo, pa recimo drugo najmočnejšo kapitalistično državo na svetu vodi komunistična partija. To je pa velik paradoks zgodovine. No in moram reči, da Kitajska je poseben fenomen in oni imajo, veste, vse države imajo probleme, tudi Zahod. Pa tudi človekove pravice na Zahodu so kršene. Poglejte, Guantamo, Ameriko, kaj delajo za Assangeom v Veliki Britaniji in tako naprej. Ni idealne države. Tudi Kitajska ni. Kitajska ima 56 narodov in na Kitajskem se ni postavilo vprašanje, kakšna bo demokracija, ampak ali bo Kitajska napredovala oziroma ali bo sposobna živeti. In bom povedal, ko je prišel naš prvi predsednik Milan Kučan na obisk na Kitajsko, kjer je bil Deng Xiaoping predsednik takrat, je rekel, gospod predsednik, Kučan je rekel, Deng Xiaoping, jaz se vam zahvaljujem, ker niste takoj na začetku postavil vprašanje človekovih pravic na Kitajskem, je rekel, veste zakaj? Zato, ker ko se jaz zjutraj zbudim, je moje prvo vprašanje, prva dilema, ali bomo danes imeli 1,5 milijarde šalčk, krožnikov riža, da bomo nahranili vse Kitajce. Je rekel, ko bomo mi to dosegli, potem pa lahko začnemo govoriti o klasičnih človekovih pravicah, takšnih, kot jih imate vi na Zahodu, čeprav moram reči, na Zahodu ni idealen položaj, ampak še to bi rekel, da če ne bi Američani pa Zahod tako pritiskal na Kitajsko, kot pritiska,
Vis-a-vis vseh, recimo Hongkong, Tibet, Xinjiang in tako naprej, in obtoževal Kitajsko, da kako grobo krši te pravice. Če ne bi bili Kitajska podvržena pritiskom, mislim, da je cilj Zahoda, Američanov, razbiti Kitajsko na več držav, če bi se zahodne države obnašale bolj konstruktivno do Kitajske, bi bila tudi tam večja demokracija kot je. Tako da jaz mislim, da je ta problem povezan. V bistvu takole za konec bom rekel, da ste me potegnili za jezik, kajti kam sploh spada Guantanamo, če smo ga že omenili? No, veste, Guantanamo ostaja, ko je Obama prišel na oblast in rekel, da ga bomo zaprli. To je moja glavna naloga. Evo, še danes je Guantanamo, tam oni sicer podstopamo spuščajo te zapornike in jih selijo in tako naprej, ampak tudi evo, Guantanamo je dokaz, da tudi ni vse zlato na Zahodu, kar se sveti. Ne, v bistvu je več maske kot vsebine. Mislil sem pa, kam spada Guantanamo teritorijalno, to še vedno ni jasno. Ja, no, to je na Kubi, to je v oporišču na Kubi in oni imajo tam Batistov režim je Američanom dovolil, da so postavili za neomejen čas svoje oporišče in oni so sedaj tam. To je to. Malce sporno, pa vendarle. Se strinjam. Uroš Lipovšček, najlepša hvala za tale klepet in upam, da bova še kdaj poklepetala, morda malce nadaljše. Ok, to ni odvisno od mene, ampak od vas. In od javnosti. Seveda, od javnosti. Ta pogovor.